Lep pozdrav vsem še z moje strani. Za tiste, ki me ne poznajo, sem Matej Knapič, prihajam z oddelka za varstvo rastlin in bom v imenu skupine za daljinsko zaznavanje danes predstavil uporabo spektralnega slikanja v kmetijstvu. Seveda se zadeva ne bo skoncentrirala le na uporabo daljinskega zaznavanja za potrebe varstva rastlin, ampak bom skušal zadeve malo širše podati. Današnji prispevek bi lahko razdelil na 4 sklope. Najprej za tiste, ki niso povsem domači s tehnologijo daljinskega zaznavanja, bom podal nekaj osnovnih značilnosti, potem si bomo pogledali senzorje in platforme za njihovo uporabo, ter na to skozi primere našega strokovnega raziskovalnega dela predstavil potencial multispektralnega slikanja in pa hiperspektralnega slikanja. Torej, če na hitro povzamemo, kaj daljinsko zaznavanje je. Ena krajših definicij to, da je daljinsko zaznavanje pridobivanje informacij objektov brez vzpostavitve fizičnega kontakta. Samo informacijo o proučevanem objektu ali pa stanja tega objekta nosi elektromagnetno valovanje. Ločimo glede na vir elektromagnetnega valovanja aktivne, v primeru radarja in lidarja, kjer generiramo elektromagnetno valovanje in ga potem senzorjem beležimo, ali pa to, kar je v največjem primeru, izkoristimo pasivni vir elektromagnetnega valovanja, se pravi sonce. Na spodnji sliki je podrobneje predstavljen cel spekter elektromagnetnega valovanja in vidimo, da je viden del svetlobe le majhen del celotnega spektra in si lahko samo predstavljamo, koliko informacij se nam skriva tudi v drugih delih elektromagnetnega valovanja. Pri daljinskem zaznavanju je pomembno poznati interakcije elektromagnetnega valovanja tako z atmosfero, kot tudi s proučevanimi objekti. Gre za različne dejavnike, kot je absorpcija elektromagnetnega valovanja, prepuščanje, odboj in pa tudi sevanje. No in na spodnji sliki je ilustracija, kaj se zgodi z elektromagnetnim valovanjem. Ko pride na površino lista, se pravi, del se ga takoj odbije, del prehaja v notranjost lista in se potem odbije. Del se ga absorbira in predvsem v delu rdečega in modre valovne dolžine vstopa v proces fotosinteze, del pa seveda prepušča list dalje. Tehnika daljinskega zaznavanja izkorišča dejstvo, da vsako telo odbija oziroma seva elektromagnetno valovanje na svojsten način, zaradi svoje strukture, kemijske sestave ali pa tudi oblike. In govorimo v svojstvenem spektralnem podpisu. Zopet spodaj slika, ki ilustrira spektralne podpise za vidnem in infrardečem delu spektra za različne elemente, rečemo tiste slike, in vidimo, da na določenih delih spektra se zadeve, ki so sorodne, rečemo vegetacija, dosti pokriva in jo malo težje razločimo, medtem ko se v drugem delu spektra pa zadeva močno razlikuje, kar nam olajša potem samo identifikacijo. Kot rečeno, elektromagnetno valovanje beležijo različni senzorji. Jaz se bom danes osredotočil predvsem na senzorje, ki jih uporabljamo mi pa v svojem delu, se pravi na optične senzorje. Seveda poznamo tudi senzorje, ki beležijo samo količino elektromagnetnega valovanja in ne podajo zraven tudi slike. V grobem
bi lahko razdelili glede na število pasov, ki jih beleži senzor na multispektralne in hiperspektralne, glede na to, kater del spektra beleži pa na senzorje, ki so primerni za beleženje v vidnem delu ali kratkovalovnem infrardečem spektru ali pa srednje in dolgovalovnem infrardečem spektru ali drugače termokamere. Senzorje lahko namestimo na različne nosilce oziroma platforme, tako lahko uporabljamo zadeve v laboratoriju, rastlinjaku, na terenu, na brezpilotnih letalnikih in seveda letalu in pa satelitu. Pri senzorjih je zelo pomembno, da poznamo njihovo spektralno ločljivost, se pravi, kako podrobno zna ovrednotiti elektromagnetno valovanje v posameznem segmentu. Se pravi, običajno so zelo pogosti multispektralni senzori, ki dajo en podatek za celotno območje, rečemo rdeče valovne dolžine ali modre valovne dolžine. No, nekateri senzori pa znajo zaznati tudi nianse znotraj posamezne valovne dolžine. Zelo pomembna je tudi prostorska ločljivost senzorja, se pravi, koliko velik element zajame. Zlato pravilo, bolj ko si oddaljen, večji je element, tako da v primerjavi rečemo z senzorjem na satelitu Sentinel, ki kroži 786 km daleč stran, je ta prostorska resolucija na določenih delih senzorja 10 metrov, se pravi en ar ali 100 kvadratnih metrov. Na letalu je ta zadeva lahko različna od senzorja, ampak rečemo, govorimo o okrog metrski resoluciji. Medtem ko z dronom, ki praviloma leti na nižjih višinah, je ta prostorska ločljivost nekaj centimetrov ali centimeter. Pomembno je tudi pri odločanju o primernosti senzorja poznati tudi njegovo časovno ločljivost. Se pravi, kako hitro lahko ponovi snemanje istega območja. Satelit, načeloma Sentinel, ima 2 do 3 dnevno časovno obdobje, da pride na isto mesto, kar govorim v teoriji, če pa imamo oblačno vreme, če je dalj časa nam oblaki zastirajo dostop do našega objekta, potem pa se nam lahko zgodi, da namesto 15 podatkov ali pa 10 podatkov o satelitu dobimo zgolj 2-3 v mesecu. Najbolj fleksibilen je seveda uporaba brezpilotnega letalnika. No, vse skupaj pravo informacijo poda šele analiza podatkov elektromagnetnega valovanja. Seveda poznamo kompleksnejše metode analize, ki temeljijo na metodah strojnega učenja ali umetne inteligence, če hočete. Tam, kjer so pa dejavniki bolj izraziti, pa pridejo upoštev tudi enostavnejše metode, rečemo kot zgolj izračun vegetacijskih indeksov in z enostavnejšimi vrednotenji, z enostavnejšimi statističnimi metodami. Kaj vegetacijski indeksi so? V bistvu predstavljajo razmerja med odbojem v posameznih valovnih dolžinah in je razvitih več 100 vegetacijskih indeksov, nekateri so prirejeni zgolj za posamezne senzorje, ampak nekaj 100 jih
je takšnih tudi splošnih. Z njim bolj ali manj uspešno uspemo korelirati proučevano lastnost, rečemo v tem primeru rastlinske odeje. Ti indeksi so lahko zelo enostavni, kot je primer najbolj poznan NTVI, to je vegetacijski indeks normaliziranih razlik. Vidimo, da so zadeve kasneje spodaj zapisane lahko tudi močno bolj komplicirane. Enostavnost slike ali analize podatkov digitalne slike lahko predstavlja tale posnetek satelitske slike Worldview 2, kjer vidimo, da če nas zanima zgolj količina vegetacije ali pa določene vegetacije na določenem območju, lahko že samo z zamenjavo spektralnih kanalov pri sami sliki dobimo podatek. Vidimo, da uspešno ločimo rumeno in delno zeleno barvo vse povsod, kjer je vegetacija, oziroma gole površine, urbana območja in pa infrastrukturo cestno pa prav tako. Seveda, to je v primeru enostavnejše analize. Če nas pa zanima zdaj podrobnejši podatek o stanju vegetacije, ali je zadeva zdrava ali ni, ali vrsta vegetacije, to pa je praviloma vezano na kompleksnejše analize. No in pomen slik, ki jih dobimo iz senzorjev, bodisi satelita, letala ali brezpilotnega letalnika, je to, da je umeščena podatek v prostor in nam omogoča z enostavnejšimi ali pa kompleksnejšimi analizami generiranje novih informacij, novih znanj v prostoru, ki jih lahko uporabljamo nadaljnje samostojno ali pa s presekom z drugimi informacijami generiramo nova znanja. No in počasi prehajamo na ta tretji sklop, kjer bom predstavil potencial multispektralnega in hiperspektralnega slikanja skozi naše strokovno raziskovalno delo. To je posnetek mikroposkusa sortnega na našem poskusnem posestvu, ozimnega ječmena. Posneto je bilo z brezpilotnim letalnikom, z našo petkanalno spektralno kamero Mica Sense, se pravi rdeč, moder in zelen kanal, pa robni infrardeč kanal in pa infrardeč pas. No in z njim lahko uspešno generiramo nekaj vegetacijskih indeksov, s katerim spremljamo rast rastlin. Zakaj sem tu izpostavil? Vidimo, da posnetek je bil narejen 9. aprila, ko se ozimni ječmen začne razraščati, in vidimo, da so določeni kultivarji kasnejši, nekateri bolj zgodnji, namreč rdeče obarvana področja in rumena predstavljajo tista območja, ki imajo večjo fotosintetsko aktivnost, se pravi večjo površino listne mase, medtem ko zelena, modra predstavljajo manjše vrednosti. Na ta način, bom rekel, lažje spremljamo sam razvoj. Naslednjo isto nivo smo posneli čez 10 dni. Vidimo, da se te razlike zmanjšujejo, so še vedno prisotne. Še več informacij dobimo pa
o zgodnosti in poznosti posameznega kultivarja z posnetkom iz 31. maja, kjer je ta ozimni ječmen začel zoreti. Vidimo, da je fotosintetska aktivnost zmanjšala pri večini kultivarjev, nekateri poznejši, pa vidimo ta območja, ki so zeleno-rumena, pa vidimo, da so še vedno aktivna in še vedno polnijo zrna in bojo najbrž da kak teden kasneje zrela, tehnološko zrela. Zdaj, kje je tu povezava s tlemi? Praviloma imamo v proizvodnji zgolj eno sorto in ko spremljamo razvoj, dobimo posredno na eni njivi, dobimo posredno odziv rastnih razmer, ki so v večji meri odraz talnih razmer. Če je naša njiva, če poznamo približno vsaj talne razmere takšne njive, lahko uporabimo te posredne podatke boljše in slabše rasti tudi za samo kartiranje tal. Rečemo, če imamo več prodnatih ali pa ekstremno prodnatih tal na naših njivah, lahko dokaj uspešno ločimo te slabše rastne razmere od drugih. In na ta način v bistvu tudi skartiramo, rečemo, plitve ali pa močno skeletne oblike tal. Na tem poskusu smo tudi uspeli, je bila prisotna tudi močno poleganje, ki smo ga z klasifikacijo zgolj bližnje infrardečega kanala uspešno vrednotili in dobili razlike, kateri kultivarji so bili bolj podvrženi, kateri pa manj. No, to je ena slika vegetacijskega indeksa po Savi, kjer na enem poskusu, kjer smo spremljali, mislim, da ekološko zatiranje, se pravi nekemično zatiranje plevela v ozimnih, mislim, da v ozimnih žitih. No. In se vidi na sami sliki zopet je fotosintetska aktivnost opredeljena z barvo in rečemo modra in svetlo-modra kaže nižjo, fotosintetska aktivnost zelena in pa rumena pa bolj. No in v naslednjem slajdu pa smo klasificirali zgolj moder kanal. Tule ob strani vidite kolovozno pot, ki je seveda makadamska in vidimo tudi, da ima rumena vrednost tega indeksa. No in z poznavanjem in ogledom same njive smo videli, da lahko z klasifikacijo tega kanala uspešno zaznamo površinsko skeletnost. No in to je tisti podatek, ki sem govoril prej, da lahko na ta način ustrezno kartiramo, pa pri našem delu, ko postavljamo poskus, je to pomemben podatek, kako postavljati poskus, da dobimo, da izberemo čim bolj homogeno področje na njivi. Naslednji primer je povzet iz enega poskusa, kjer smo ocenjevali učinkovitost posameznih fitofarmacevtskih sredstev za obvladovanje pšenične listne pegasti pa fuzarioz klasa. Z namenom sem izbral ta poskus, da bom lahko ilustriral tudi primernost senzorja za eno ali za drugo vrednotenje. V glavnem, kolegi so terensko vrednotili učinkovitost samih
kombinacij, se pravi, bilo je 9 kombinacij plus kontrola. Poskus je bil bločno zasnovan v 4 ponovitvah in mi smo po koncu njihovih vrednotenj zadevo posneli zopet s tem brezpilotnim letalnikom, z našo 5-kanalno kamero, zračunali paleto vegetacijskih indeksov in skušali, ne vedoč za njihove ocene, zadeve razporediti glede na učinkovitost delovanja. No in vidimo, da praktično vsi indeksi vegetacijski, ki smo jih zračunali, so dokaj uspešno razvrščali učinkovitost samih pripravkov, od 1 do 6, potem pa vidimo, da so določeni indeksi zadeve malo drugače razvrščali. No in izkazali se je, potem, ko smo pregledali skupaj s kolegi, da so indeksi enostavnega razmerja ali pa NDVI ali pa OSAVI enako razvrščali uspešnost fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje pšenične liste pegasti. Se pravi, brez terenskega dela seveda tega ne moreš zanesljivo reči, ampak hočem povedati, da s tako metodo lahko v naslednjih letih naslednje poskuse merljivo ocenjujemo. No, moram pa povedati, da pri fuzariozih klasa, kjer so kolegi tudi naredili terensko oceno, ni eden od vegetacijskih indeksov ni uspel niti približno razvrščati uspešnost. Kajti posebnost je, da ta fuzarioza ne vpliva na zmanjšanje fotosintetske aktivnosti lista ali tega, ampak je v klasu že kot zori in zadeve s temi indeksi nismo uspeli razvrstiti. Naslednji primer je ugotavljanje sušnega stresa ali pa z preskrbljenostjo z vodo rastlin vinske trte. To je bilo izdelano v okviru Interreg Aquavitis projekta. Zopet to gre za namakalni poskus, se pravi, eno obravnavanje je bilo brez namakanja, drugo z namakanjem. Ob samem slikanju se je meril tudi vodni potencial v vinski trti, se pravi v 2 terminih, 30. julija pa avgusta. No in vidimo, da tale regresijski model za 30. julij je bil dokaj dober, se pravi smo lahko z precejšnjo gotovostjo pojasnili povezavo med spektrom in pa vodnim potencialom rastlin. No, 26. avgusta nismo imeli več te sreče. Kje iskati razloge? Ta vinograd je bil v Komnu. 26. avgusta je že čas, ko začne trta tehnološko dozorevati, zmanjša se, spremeni se aktivnost, seveda določeni deli listov so še vedno aktivni, ampak vsekakor se začnejo listi barvati in zaradi tega očitno nismo uspeli uspešno pojasniti. No in da se še premaknem malo više gor, o satelitskem slikanju par besed. Obstajajo seveda različni sistemi, imajo različno prostorsko, spektralno in pa časovno ločljivost. Prvih javno dostopnih sistemov je bil ameriški Landsat, ki je služil tudi za
izdelavo tematskih kart pokrovnosti tal, ki nam da dobro osnovo za spremljanje sprememb v prostoru skozi čas. In to je ena večjih odlik satelitskih snemanj, da imamo dober arhiv in lahko z primerno obdelavo spremljamo spremembe. No, Evropa je v letu 15 oziroma 17 lansirala sistem Sentinel. Evropska komisija se je zelo trudila spodbuditi raziskave in uporabnost na številnih področjih, predvsem pa z namenom določanja ali pa kontrole skupne kmetijske politike, se pravi določevanje glavnih skupin posevkov, aktivnosti na zemljiščih. Te zadeve so močno napredovale, tako obstaja platforma Sen4Kap, ki dejansko nudi državam članicam aplikacije za tovrstno kontrolo. Tudi naša agencija za kmetijske trge ima aplikacijo Sopotnik. Na tem mestu velja izpostaviti podjetje Synergize, slovensko, vsaj do nedavnega, ki je bila praktično udeležena v vseh večjih projektih, in tudi Evropska vesoljska agencija je zaupala vzpostavitev portala za prevzem posnetkov satelitskih. No, in če hoče kdo malo podrobneje spoznati, tukaj tudi web naslov. Tudi naša skupina je v okviru CERP-a preizkušala možnost določevanja ali pa ločevanja glavnih skupin posevkov ter aktivnosti. Na sliki vidimo rasne krivulje posameznih skupin posevkov skozi vrednosti Makari vegetacijskega indeksa, ki se v našem primeru pokazal kot eden bolj primernih. Vidimo že na uč, da določene zadeve se močno razlikujejo, rečemo rasna krivulja koruze, pa tudi žit, določene se pa prekrivajo in dejansko, če smo omejili ločevanje na glavne tri skupine, vidimo, da smo bili dokaj uspešni, natančni, splošna natančnost razvrščena je bila 95%. No in še mogoče en zadnji primer, s tem smo v bistvu vse naša skupina sploh začela ukvarjati z daljinskim zaznavanjem. Bil zopet ciljni raziskovalni projekt. V njem smo preizkušali, ali je možnost za uporabo komercialnih satelitskih posnetkov, v tem primeru Worldview 2, bolj tarčno usmerjati samo odkrivanje zlate trsne rumenice kot ene najpomembnejših bolezni in problemov v vinogradništvu. Tu smo na ožjem območju smo uspeli zmapirati takrat več vinogradov, se pravi za vsako trto v vinogradu smo imeli terensko oceno, in na osnovi tega smo skušali zgraditi model, ki se je pokazal za sorazmerno uspešnega, tako da smo z 80% natančnostjo tu nekje uspeli locirati najbolj okužene rastline v vinogradi, v tem primeru označene z rdečo oziroma oranžno
No, in če prijem na zadnji sklop hiperspektralnega slikanja, da rečem, to so naši Mercedesi od senzorjev. Imamo dve kameri, prva, ki pokriva vidno in infrardeče območje, prav valovne dolžine od 400 do 1000 nanometrov, ter kratkovalovni infrardeč spekter z drugo kamero, ki pokriva od 930 do 2500 nanometrov. Vidimo, da uspe analizirati in zabeležiti elektromagnetno valovanje v ozkih intervalih, se pravi za vsakih 3,7 nanometra pri prvi kameri oziroma 5,5 nanometra pri drugi dobimo podatek. Se pravi za osnovni slikovni element dobimo čez 440 podatkov o odboju. In dejansko nam to predstavlja analitično orodje, kot da bi bili v laboratoriju, če malce parafriziram. Ta sistem, ki ga imamo, lahko uporabljamo tako v laboratoriju, kot na terenu ali letalo. V bistvu so kameri skenerji, se pravi, da se mora premikati kamera, ko beleži elektromagnetno valovanje, ali pa v primeru teleslike iz laboratorija, ko se premika objekt na tekočem traku in na ta način dobimo sliko. Ni zanemarljiva tudi prostorska resolucija, ki nam jo omogočajo te kamere, se pravi v laboratoriju lahko je osnovni element na vidni kameri 60 mikrometrov, na terenu, rečemo v rastlinjaku, milimetrska natančnost, z letala pa uspemo na vidnem delu priti pod pol metra, na kratkovalovnem infrardečem spektru pa 1 meter. No, in to je zadnja pridobitev, ki smo jo uspeli dobiti skozi projekte, to je brezpilotni letalnik v bistvu z istima hiperspektralnima kamerama, samo da sta registrirani, se pravi, da isti slikovni element dejansko pokriva, se natančno prekriva. Zdaj, naše težišče raziskav je bila uporaba teh kamer za določevanje sušnih stresov, zgodnje odkrivanje škodljivih organizmov, ločevanje teh med sušnim stresom in stresom zaradi okužbe in pa pri fenotipizaciji. Zdaj se bom vrnil nazaj na tisti vinograd iz Komja. Tega smo posneli tudi z našo hiperspektralno kamero, z letalom, ultralahkim letalom, sodelujemo z Matevžem Lenarčičem in podjetjem Eurovizija, tako da v bistvu malce pocenimo stroške. To je slika istega vinograda v kratkovalovnem infrardečem delu spektra. Zopet iste meritve vodnega potenciala. Takole izgledajo spektralni podpisi. Vidimo, da že iz te slike obeta, da se da ločiti, katere rastline so v delnem pomanjkanju vode in katere so optimalno preskrbljene. No, in to so pokazali tudi regresijski modeli. Vidimo, da smo 100% zanesljivo ločili rastline, ki imajo delno pomanjkanje vode, od teh, ki imajo polno preskrbljenost vode. Se pravi, če se spomnimo nazaj, z multispektralno kamero v avgustu nismo uspeli
ločevati teh zadev z hiperspektralnim senzorjem. Pa podobno sliko smo naredili tudi v poskusu s kolegi iz Zagrebške fakultete, kjer so vrednotili poskus namakanja v okolici Šibenika. Tu smo prav tako uspeli zanesljivo ločiti trto s pomanjkanjem vode in tisto z optimalno preskrbo. Na desnem grafikonu vidimo, da je tudi različen, da smo uspeli ločiti različen nivo dodane količine vode, se pravi s 50% redukcijo od 100%, ni nam pa uspelo ločiti rastlin, ki so dobile 75% optimalne količine. Nenazadnje še en prikaz uporabe našega slikanja s hiperspektralnim kameram v rastlinjaku, to je zatemljena celica in kako posnamemo rastline krompirja v tem primeru. Več poskusov smo izvajali, kot sem omenil, ali znamo ločiti abiotski stres sušni od napada nematod, ki povzročajo na videz isto venenje ali sušenje rastlin. In vidimo, da nam z različnim metodam sicer uspemo dobro ločiti 98 natančno, rečemo, same faktor suše, potem prisotnost ali odsotnost samih ogorčic iz rodu globodera ali melodogine, celo dobro ali pa uspešno smo ločevali med različnimi vrstami globodere ali pa melodogin. Nekoliko manj uspešni smo pa bili z določevanjem same stopnje okuženosti. Na spodnji sliki bi zgolj predstavil tale desni grafikon, ki prikazuje analizo, katere regije v spektru so bile pomembne za določevanje proučevanih dejavnikov, in vidimo, da so te najbolj vplivne regije na delo, ki ga lahko povezamo z aromatičnimi in alifatskimi spojinami, z vodo in s komponentami, ki vsebujejo celulozo. No, in čas je za sklepno besedo. Upam, da sem uspel predstaviti, da tehnologija daljinskega zaznavanja omogoča spremljanje in analizo stanja rastlin ter predstavlja eno od osnovnih informacij za učinkovito in natančno kmetijstvo. Posredno nam stanje rastlinske odeje lahko pripomore k izboljšanju informacij o tleh, ki jo lahko vključimo v samo kartiranje tal ali pa v samo tehnologijo pridelave. In mislim, da sem tudi uspel prikazati, da je treba poznati pa zbrati, kater senzor pa kater nosilec je primerna za vrednotenje posameznega dejavnika. Tako bi smel. Hvala lepa.